Nogometaši Mure, v nekdanjih časih vselej nadvse zanimivi gostje, so se vrnili v Ljudski vrt po več kot 6 letih. Seboj so ob prvoligaški vrnitvi v mariborsko trdnjavo pripeljali precej navijačev, povečan obisk za ligaške tekme pa smo zabeležili tudi na domači strani. In v prijetnem ozračju na tribunah so ljubitelji privlačnih potez prišli na svoj račun. Predvsem z mariborske strani. Po odlični predstavi ekipe v vijoličastem šestico v gostujoči mreži zdaj prednost na lestvici znaša 5 točk. Zelo dobra tekma, v kateri smo skozi 90 minut dominirali, poskušali čim prej priti do zadetka. Nasprotnik se je v prvih 30 minutah po pričakovanjih zaprl, postavil na svojo polovico, poskušal se odbraniti, vendar smo potem v nekaj minutah zadeli trikrat in tu je bilo tako rekoč konec. V polčasu smo si želeli nadaljevati oziroma zadeti še enkrat, da bi jih dokončno umirili, tako je tudi bilo. In potem smo izkušeno, kljub mladosti, pripeljali tekmo do konca. Zadetke velja pokazati enega za drugim. Najprej smo videli 3 v pičlih 8 minutah. Začelo se je z uspešnim preigravanjem Ibrahimija na desni strani, po predložku pred gol je bil najvišji v skoku Volaš in spretno z glavo poslal žogo mimo vratarja Drakoviča. Sledila je podobna akcija in žoga drugič v mursko-soboški mreži. Spet predložek z desne strani v vlogi asistenta Milec, tokrat pa je z glavo usmeril žogo za vratarjev hrbet Velikonja. Na odmor se je odšlo s 3-0. Velikonja je po domiselni akciji moštva podal do Ibrahimija, ki je nameril dovolj močno in natančno z roba kazenskega prostora, z leve strani in žoga je končala v zgornjem desnem kotu. Revija golov se je v enakovrednem ritmu nadaljevala tudi v drugem polčasu, ko so se napadi proti gostujočim vratom še kar vrstili. Pri 4-0 znova v vlogi asistenta Ibrahimi, z desne strani je v kazenskem prostoru imenitno našel Velikonjo, ki je poskrbel za mojstrski zaključek. Po dobrem sprejemu je spretno zabil žogo v mrežo. Po kotu pa novo veselje na tribunah. Ibrahimi in Milec sta izmenjala kratki podaji, Ibrahim je v prepoznavnem slogu krenil z žogo proti kazenskemu prostoru in jo silovito zabil v mrežo po dotiku vratarja in vratnice. Končni 6-0 pa ima posebno težo in zanimiv podatek. Strelci so se enakovredno razdelili. Po Velikonji in Ibrahimiju je drugič zadel tudi Volaš. Po predložku Cvijanoviča je v kazenskem prostoru z glavo natančno usmeril žogo mimo vratarja v desni kot in potrdil visoko zmago. To pa ne pomeni, da so v mreži končali prav vsi mariborski poskusi. Igra je ustvarjala obetavne situacije skozi vso tekmo, lahko bi se v mreži znašla še kakšna žoga.
Po predložku Mejača je denimo imel priložnost Velikonja, žoga ob desni vratnici. Milec je z imenitno globinsko podajo po tleh poskrbel, da se je Velikonju odprla pot do gola. Ob soočenju z vratarjem je skušal nameriti čez njega, a je ta žogo uspel odbiti. Ali v še eni spretni mariborski akciji, ko je po podaji Ibrahimija pred gostujočega vratarja s pravočasnim tekanjem prišel Milec, Drakovič pa je uspešno posredoval. Mreža Mure se je sicer zatresla še sedmič, a je sodnik razveljavil zadetek. Milec je nameril proti levemu kotu, žoga je preletela vse igralce in končala za golovo črto, toda sodnik je označil prepovedan položaj. Čeprav se Volaš žoge na njeni poti proti mreži ni dotaknil. Izpostaviti velja še prodor Mezge proti kazenskemu prostoru, žogo je po njegovem udarcu vratar Drakovič kratko odbil do Volaša, ki jo je poskušal z drsečim posredovanjem doseči in spraviti v mrežo, a je zletela čez gol. Ob razigranem napadu je bila na isti ravni po zanesljivosti tudi obramba, ki je imela novega člana. Nejc Potokar je igral prvič v tej sezoni. Malo sem čutil, poznala sem je tista, da nisem bil zdaj prisoten 2 meseca, nisem bil v tekmovalnem ritmu, malo sem čutil na sebi, malo kondicijsko se je poznalo, da nisem pripravljen, ampak ekipa te potegne, tako da ni bilo nobenega problema, mislim, da se ni tako opazila ta odsotnost. Ja, Mura je igrala z enim napadalcem, tako da mi smo, tako kot nam je trener rekel, smo stali blizu njega in preprečili vsako žogo, mislim, da sam je, Handanović ni imel veliko dela. Gosti nikakor niso uspeli najti ustreznih rešitev in izpeljati povezanih akcij. Vtis so skušali izboljšati z 2 grožnjama za mariborskega vratarja, za razdalje sta poskušala najprej Pavel in kmalu za njim še Horvat. Handanović pa je kljub pomanjkanju dela ostal zbran in z uspešnim posredovanjem odpravil morebitno nevarnost. Sjajnih 6-0 je izvala bučne aplavze s tribun. Moštvo je pred potjo v Glasgow dobilo le še dodatno samozavest in energijo. Ja, lahko rečem, da smo odigrali super tekmo. Uživali smo predvsem v njej, dosegli 6 zadetkov, lahko bi dosegli še več, ampak konec koncev mislim, da smo odigrali super tekmo in lahko gremo zelo samozavestni v Glasgow.